Na audienco s papežem Frančiškom so danes prišli člani fundacije Prehrambena miza, karitativne mreže, ki sta jo pred 25 leti ustanovila Danilo Fossati in duhovnik Luigi Giussani. Njihova osnovna dejavnost je usmerjena v preprečevanje odmetavanja hrane, zbiranja in razdeljevanja prehrambenih izdelkov družinam v težavah in revnim osebam, kar je v svojem govoru izpostavil tudi papež Frančišek, se vsem zahvalil za njihovo prizadevanje ter jih spodbudil k nadaljevanju te poti. Dejal je, da je lakota danes prevzela razsežnosti pravega pohujšanja, ki ogroža življenje in dostojanstvo mnogih oseb, moških, žensk, otrok in ostarelih. Ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa ingiustizia. Vsak dan se moramo zoperstaviti tej krivici, temu grehu, je poudaril papež. In un mondo V svetu, ki je bogat s prehrambenimi viri, zahvaljujoč tudi ogromnemu tehnološkemu napredku, je preveč tistih, ki nimajo potrebnega za preživetje. In to ne le v revnih državah, ampak vedno bolj tudi v bogatih in razvitih družbah. Situacija se je po papeževih besedah še poslabšala zaradi povečanja migracijskih tokov, ki so v Evropo privedli na tisoče beguncev in ljudi v stiski. Pred tem ogromnim problemom odmevajo Jezusove besede: Lačen sem bil in ste mi dali jesti. V evangeliju vidimo, da Gospod ne spregleda problema, ko se zave, da je množica, ki ga je prišla poslušati, lačna. Prav tako ne začne razpravljati o boju proti revščini. Naredi nekaj, pred čemer vsi osupnejo. Vzame tisto malo, kar so učenci prinesli sabo, blagoslovi in pomnoži kruh in ribe, tako da je na koncu ostalo 12 polnih košar. Mi ne moremo narediti čudeža, kot je to storil Jezus, je nadaljeval sveti oče, a vendarle lahko naredimo nekaj pred to lakoto, nekaj ponižnega in kar ima prav tako moč čudeža. Predvsem se lahko naučimo človečnosti in prepoznamo človečnost navzočo vsaki osebi, ki vsega primanjkuje. Morda je ravno na to mislil tudi Danilo Fossati, podjetnik v prehrambenem sektorju in ustanovitelj prehrambene mize, ko je Don Giussaniju zaupal svojo zadrego pred uničevanjem užitnih izdelkov, medtem ko je veliko ljudi v Italiji trpelo zaradi lakote.